Pozdravljeni, sem Ana Mdel in danes bomo predstavila svojo raziskovalno nalogo z naslovom Bereš verijo. Naloga je uvrščena v področje književnosti z nasveti in mnenji, pa sta mi pomagali učiteljici Ana Perovič in Danica Kotnik. Obravnavala sem dva problema. Želela sem ugotoviti motive učencev za branje beril in kaj menijo o vsebini in uporabnosti beril. V teoretičnem delu sem najprej opisala glavne cilje pouka književnosti, nato opisala branje navade učencev ter njihovo motivacijo, interes in odnos do branja. Obravnavala sem pojem berila kot učnega pripomočka ter preučila priporočila glede besedil v berilu po osnovnošolskem učnem načrtu za slovenščino. Nazadnje sem še primerjalno analizirala izbrana berila za slovenščino. V empiričnem delu sem najprej sestavila vprašanje za učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Nato sem jih anketirala in analizirala rezultate anketiranja, te sem nato predstavila in grafično predstavila in komentirala rezultate. Nazadnje pa sem oblikovala sklepne ugotovitve. Zadala sem si 4 hipoteze. Prva hipoteza je bila, več učencev berila uporabljajo samo v šoli, kot v šoli in tudi doma. Druga je bila, učenci berili pogrešajo več sodobnih besedil in besedil tujih avtorjev. Tretja je, učenci po branju besedila v berilu redko preberejo celotno delo. In zadnja, učenci redko uporabljajo vsebino, ki je znana umetnosti besedila, torej slovarček poznanih besed, življenjepise avtorjev in literarno-teoretičnih pojmov. V prvem teoretičnem delu sem uporabljala primerjalno metodo raziskovanja. V drugem empiričnem delu pa sem uporabljala metodo anketiranja. Glede na zvrsti je v vseh 3 berilih največ proze in poezije. Glede na avtorje prevladujejo umetna besedila, torej besedila z znanimi avtorji, med temi pa so tudi moški in slovenski avtorji prevladujejo. Glede na obseg je največ zlomkov, glede na obdobje nastanka pa jih največ prihaja iz obdobja književnosti po drugi svetovni vojni. Anketni vprašalnik je imel 22 vprašanj, anketirala sem s pomočjo spletnega portala Enka. Anketirancev je bilo 136, od tega več deklet, prav tako je bilo največ devetošolcev. Več kot polovica učencev je prihajalo iz mestnih šol in največ učencev je imelo pri slovenščini oceno 4. Ugotovila sem, da največ učencev pogosto uporablja berilo za slovenščino, da največ učencev berilo uporablja tako v šoli kot tudi doma. Največ učencem se zdijo besedila v berilih še kar zanimiva in večinoma razumljiva. Najpogostejši vzroki za nerazumevanje besedil so bili nerazumljive besede. Največ učencev pa si pri nerazumevanju besedil pomaga z razlago pojmov v besedila. Največ učencev branja besedila najbolj pritegnejo kratka besedila in naslov. Največ učencev slovarček maznanih besed in življenjepis avtorjev uporablja zato, ker vedo, da bodo to morali znati. In pa največ učencem se zdijo besedila v berilih koristna in vprašanja in naloge se jim zdijo ravno prava zanje. Največ učencev si s pomočjo berila pogosto razlaga literarno-teoretične pojme. Največ učencem se menijo, da učitelj pri obravnavanju nekega besedila uporablja vprašanja in berila. Večina učencev po branju odlomka v berilu ni prebrala celotnega besedila. Večina učencev v berilih pogreša sodobna besedila in besedila tujih avtorjev, prav tako tudi dramska in prozna besedila. Največ učencev se strinja s trditvijo, da bi morala biti berila tanjša in lažja, prav tako tudi po videzu sodobnejša in privlačnejša. Torej, prva hipoteza, ki pravi, da več učencev berila uporabljajo samo v šoli, če v šoli tudi doma, je bila vržena, saj se je skazalo ravno obratno.
da več učencev uporablja berilo tako v šoli kot tudi doma. Drugo hipotezo, ki pravi, da učenci v berilih pogrešajo več sodobnih besedil tujih avtorjev, sem potrdila. Potrdila sem tudi tretjo hipotezo, ki pravi, da učenci po branju odlomka v berilu redko preberejo celotno besedilo, prav tako je bila hipoteza potrjena. Potrdila sem tudi četrto hipotezo, ki pravi, da učenci redko uporabljajo vsebino, ki je dodana umetnostnim besedilom. To so moji viri. Hvala za vaš pozornost.